Zaradi številnih vojnih žarišč po svetu, naprimer v Siriji, Afganistanu, Palestini, Iraku in drugje, ljudje zapuščajo svoje domove in odhajajo v Evropo. Podali so se na več tisoč kilometrov dolgo pot, peš, z vlaki, avtobusi ali čolni, vendar brez zagotovila, da bodo na cilj prispeli. Za to tvegano pot so se odločili za to, da bi si ustvarili boljše življenje v miru. Begunci in migranti prečkajo slovensko mejo, kjer vsakega popišejo in nastanijo v namestitvene centre ali pa jih pospremijo naprej do meja drugih držav. Do 18. novembra je slovensko mejo prečkalo 230 800 migrantov. Med begunci so tudi gluhi. Najprej si poglejmo izjavo obeh gluhih pribežnikov. Najprej me je malo skrbelo, kako bo na terenu, se pravi, ker bo treba komunicirati, ampak on obvlada popolnoma vse. On se, kljub temu, da je gluh, se z begunci vse dogovori in to ne predstavlja v bistvu tudi na terenu nikakršne težave. Najprej smo iskreno mislili, da bo to mogoče malo težave, pa da bo več delal v skladišču, ampak se tudi na terenu brez problema odlično obnese. Ja, zelo je priden, zelo je močan. Tako da v bistvu tudi, ko pride tovor, hrana, voda, on to premetava za 3 osebe, tako da ga zelo uporabimo, no.
Tam dnevno dela okoli 20 prostovoljcev, in sicer v 3 izmenah. Za to delo dobijo obroke in povrnjene potne stroške. Pri tem delu dobijo bogate izkušnje. Jaz mislim, da je tukaj en kup enih novih izkušenj, tudi en kup novih ljudi se spozna. Mislim, da je energija med nami odlična, da smo se super povezali. Tudi jaz sem sama spoznala en kup novih ljudi, tako da mislim, da ogromno damo lahko ljudem, ki to potrebujejo, in mislim, da tudi ogromno dobimo od njih nazaj. Veliko pozitivne energije, prav ti begunci, vsi, ki dnevno prihajajo, jaz vsakmu povem, da toliko nasmeškov, kakor jih od njih dobim, drugače v rednem dnevu se ne zgodijo. Matija je dokaz, da pri tem delu gluhota ni ovira, saj tudi gluhi lahko postanejo prostovoljci. Ja, vsekakor. Mislim, da to ni nobena ovira. Imamo dosti dela, se pravi, tako v skladišču kot na terenu, in če ste tako pridni kot Matija, ni to nikakor nobena težava, ker mislim, delo je zelo fizično, je naporno, se pravi, ogromno nekih stvari se nenapovedanih zgodi, treba je dosti prilagajanja, treba je zelo upoštevati red, ki je na terenu, ampak vsekakor to ni ovira in smo zelo, še enkrat ponavljam, veseli, da je Matija z nami. Tak.